Vrtnarjenje je način življenja in z delovanjem na vrtu lahko razumemo, kako deluje narava. Slednje dokazujeta naša gosta Tjaša Štruc in Robert Špiler, ki sta po zaključenem študiju leta 2013 s polno glavo idej in mladostne energije na posavski gozdni jasi sestavila čudovito malo hiško ter vzpostavila velik vrt. Združila sta Tjašino akademsko znanje, je namreč magistrica biologije in ekologije, ter večletno Robertovo prakso dela na vrtovih po Sloveniji. Po mnogih uspešnih in posameznih zgrešenih vrtnih poizkusih so jima ostala le najboljša spoznanja. Akademska, praktična, družinska, permakulturna in biodinamična. Vse to rada podajata naprej in delita z drugimi, bodisi s pomočjo knjige Štihanje, ne hvala, ki je luč sveta ogledala pred kratkim, ali z raznimi delavnicami in predavanji. Pravita, da je skrivnost sonaravnega vrtnarjenja v zastiranju tal. Zaupajta nam, prosim, male skrivnosti velikih mojstrov. Živijo, jaz sem Robi. Živijo, jaz sem Tjaša. In skupaj delujemo 250 kvadratov velik vrt in to brez prekopavanja tal. In v bistvu zelo lep nagovor smo imeli in zelo je bil predstavljen, tako da lahko začnemo v bistvu kar se sprehajati čez najni vrt, čez najno to filozofijo in tudi praktični način dela, kaj to zdaj točno pomeni. V bistvu, dosti kar se tiče vrtnarjenja, tudi vstavljamo manj tega... Vruči malo sprega, slabo slike. Vstavljamo tudi dosti tega romantičnega dela, to pomeni, da ga tudi na ta način približamo mladim, ker se nam zdi, da najni vrstniki lahko ničken več delajo tudi na vrtu in zato se tudi dosti na nek malo modern način pristopamo do samega tega dela, kar se tiče predstavitve vrta in načina dela. Zato smo vesela, da ste se danes v takem številu zbrali, v bistvu kar tako lepo presenečenje, tudi eno tako domačo, to v bistvu za mene domačo, oziroma za mene, kot avtorja knjige, predstavitev tele knjige Štihanje, ne hvala, ki je šla prejšnjo soboto. Tole pa skega leta. 2015, najni vrt, to je bil en dan odprtih vrat, kjer smo že malo začela razkazovati svoje vrtnarske podvige. In mislim, da je fair, da poveva, da midva nisva začela z vrtnarjenjem, da ga ne bi prekopavala. Tudi najni štart v vrtnarstvu je v bistvu bil zelo klasičen, ker takrat nisem poznala še tehnik in načinov, kako pa res pripraviti vrt brez prekopavanja. In na tej sliki so v bistvu stalne gredice na površini, ki je bil travnik, ampak da smo iz travnika dobila vrt, se je to zaoralo. Ker sem pa zelo hitro začela razmišljati o tem, ker sem malo mlada, pa se malo poznala, da sva lena, kako bi enostavno vrtnarila, sva iskala rešitve, kako pripraviti vrt zdaj za naslednje sezone, da pa tega prekopavanja ne bi bilo več potrebno. Tudi tisto prvo leto rezultati niso bili najboljši, ker je bil direktno res iz travnika tako izpostavljen in se pa naslednja leta vedno bolj izboljševalo. To je potem bilo lansko leto, 2016, torej ne lanska, pa predlanska sezona, kjer so bile grede še vedno isto oblikovane, tako je zelo tako, rečem, razmetano, brez nekega reda. In še vedno, vsaj jaz osebno nisem bil zadovoljen, da sem gledal, da lahko še več se stisne vrta, da lahko narava ponudi še malo več. In se je potem po koncu leta 2016 in začetku 2017, torej lani, vzpostavilo grede čist na novo. Torej, vse smo vrnili na glavo in začeli čist na novo, kar je tudi potem bolj podrobno predstavljeno v knjigi in tudi bomo
skozi predavanje spoznali, kako so bile pa bolj te gredice spostavljene na tak način. Vse grede so stanje, v bistvu v velikosti 1,20 m na 5 metrov, pa tudi stalne vrtne poti so med gredami. Stane zato, da lahko zelenjavo vedno imaš na istem mestu, čim več rotiraš, da se v bistvu po teh samo hodi, da se ne hodi po samih gradah. Vrtnarjenje, tudi tisto vrtnarska praksa, ne toliko poljedelska. In na grede se v bistvu nič prekopavalo, samo dodala se je plast slamnate zastirke na poti in pa plast komposta, torej nekje med 5 do 10 cm v tem primeru, na same grede. Zdaj pa najboljše, da kar gremo pogledati malo širšo sliko v zadju, zakaj sva se odločila vrtnariti brez prekopovanja in zakaj to širiva med ostale vrtnarje, ker ni samo to, da nam olajša delo na vrtu, ampak ima tudi en malo širši globalni pomen. Mogoče se to sliši kot nek trend, zdaj to brez prekopavanja, ampak ni to nobena nova znanost, nič na novo nismo odkrili, ampak se gre v bistvu samo za posnemanje narave. V naravi tla niso nikoli gole, so vedno zastrta in če pogledamo gozd, v gozdu vsi poznamo temno, rodovitno humusno plast. In pogoje v gozdu želimo imitirati vrtnarji na svojem vrtu, zato da dobimo univerzalno rodovitno plast. Gozd vsako jesen spusti na tla ogromno maso organskega materiala, to listje se lepo počasi razkraja in je vedno na vrhu tista črna temna plast. In v tej temni plasti je ogromno malih koreninic, ki so v bistvu po večini to vse od ogromnih visokih dreves, ki v tej plasti išče svoja hranila. No in to v bistvu prenesiti na vrt je v bistvu tisto, kar nam prinaša potem tudi dobre rezultate pri pridelavi kulturnih rastlin, ampak še vseeno vzgajamo kulturne rastline, ne vzgajamo divjih rastlin, zato moramo kot vrtnarji malo bolj pa še vseeno pripraviti svoj vrt. In tukaj je zdaj tista poanta, zakaj je bilo v začetku 2017 tukaj debela plast komposta dana. Ker v osnovi tla niso bila tako rodovitna, ni bilo te črne humusne plasti in je bilo treba to pospešiti. V naravi to sicer poteka, da se vsako leto tla izboljšujejo, tako kot je to v gozdu opisala Tjaša, ampak mi rabimo zelenjavo že naslednjo sezono, mislim, tisto, kateri gojimo. In treba to, jaz rečem, injekcijo dati z nekim zunanjim virom, kompostom, to hitreje izpostavimo, potem samo dodajanje njega kasneje, drugo, tretje, četrto leto naprej, je pa doda za vsem organskim materialom, ki ga imamo sami na voljo, ki ga si sami zberemo, zbranimo pod kosom, slamo in tako naprej in tudi kompostiramo. Ja, zdaj, kar smo tudi mi brala, se v bistvu po svetu dogaja to, da predvsem na kmetijskih površinah je to še bolj izraženo, se ta rodovitna humusna plast izjemno izgublja. Zato, ker ponavadi se pač neka zelenjava vzgoji, posadi, pobere in potem se nobenega organskega materiala ne vrača nazaj, se vse gnoji preko umetnih gnojil. In ta problematika je v bistvu že kar velika in se mi zdi, da mi kot mali vrtnarji, čeprav na mali površini lahko zelo veliko naredimo, da skrbimo, da ohranimo rodovitnost na nekem svojem malem območju, ker konec koncev bomo tudi mi s tem veliko profitirali z dobro zelenjavo in dobrimi pridelki. In zaradi tega je dosti govora o teh univerzalno rodovitnih tal, tudi noben, da se tako to sliši, kot da je to neka znanstvena fantastika, to samo pomeni, da mora tla biti res rodovitna, dobro založena z organskimi snovmi, torej humusom. In to je tista neka prva osnova, na kjer moramo biti pozorni in na katero se tudi dobro mi nanašamo. Da druga je pa tisto, kar pa dosti ljudi opazimo v rastlinjakih. Ko imaš rastlinjak, se v bistvu zelo ena taka čudovita mikroklima ustvari. Za vetrje je, za plodovke je veliko toplo je, za plodovke je veliko bolj primerno in se s tem v bistvu izkaže ta druga, s katerim pač gre z roko v roki, je pa pravilna mikroklima. To pomeni, da sadimo za naše okolje primerne sorte pravi čas in na pravo mesto.
In kaj je ti zdaj glavni vir, tisto veliko čudo, ki ustvarja takšna tla, je v bistvu kompost. Bolj in bolj, ko se tako pogovarjamo z vsemi ljudmi iz te sfere vrtnarjenja in vzgoje hrane, pač vedno končamo na kompostu. To je tista snov, ki jo človek pridobi tako, da na nakup nekje kontrolirano odlaga stvari in čez leto pa pol, odvisno kak je proces, dobimo to črno snov, ki je zelo podobna humusu. Zelo zanimivo je bilo pač tudi ločiti, da meša se, kaj je humus, kaj je kompost. V bistvu kompost je, ki je človek ga ustvaril na nekem mestu, kjer se več organskega materiala naloži skupaj. Humus je pa že ponovadi dosti premešan za samo mineralno plastjo, torej z glino in ima že dosti delcev teh glino-mineralnih kompleksov ustvarjenih. Kompost, ko ga pa dodamo, pa to naredi v zelo kratkem času in to posnema. In se tudi v najhitrejši možni meri veže v sam humus. Upam, da nisem to preveč zakompliciral. Torej, samo hoče snedi, da med tema dvema je razlika. In kompost praviloma, dosti tukaj na podeželju, v prvi vrsti pridelamo oziroma ustvarjamo iz gnoja. In tukaj je spet razlika gnoj za samo zastiranje, pa za samo gnojenje do konec konca, za dodajanje hranil, se ne uporabljajo na vrtovih brez prekopavanja iz večjih razlogov. Ja, zdaj svež organski material je zelo nestabilen, ima veliko dušika, pa je potem problem za listnato zelenjavo. K sebi v bistvu privabljajo tudi dosti škodljivcev, ki to material predelujejo. In je res namen, da se vso organsko snov, ali je to gnoj, ali je to rastlinski vir, ali je to vermikompost, kompost, ki ostaja pri gojenju gob, da se vse na določenem mestu izven vrta skompostira in tisti čisti kompost potem uporablja na vrtu. In zelo preprosto je to, kompost nič ne vkopavamo noter, nič ga ne rahljamo, nič ni nobene posebne tehnike. Na že pripravljenem gredu se gredo očisti, če je kakšno plevel gor, ko poberemo plebelke, to je nekje tisti zadnji čas, je to oktobra, novembra, za jesen govorim, se potem kompost nanese gor po plasteh. So dve možnosti, ali res na debelo, če začnemo znova, ali pa na tanko nekje. Ravno to, da se prekrije sama zemlja, torej, da ne vidimo več zemlje, da je to tudi hkrati zastirka. Kdo pa zdaj zrahlja sama tla, to je verjetno tak vprašanje za €1 ali dolarjev, vseeno. Veliko življenja je v tleh, nasploh še tudi neraziskanega in če se sam čudimo vsako leto, kaj se v teh dogaja, res neverjetno na teh, recimo, grevah, ki so bile zastrta in poleg zraven, kjer še lani je bil vrt, tiste dimenzije so se malo spremenile, se je po 3 dneh zastirke, kompostne zastirke na tisti površini, v globino, recimo z vilami, ki se zapiči, enostavno zalili noter, se je čisto zahlalo, nekaj metrov zraven, kjer pa ni bilo kompostne zastirke, pa se je tla ostala trda, zbita, takšna pač, kot se bila že v osnovi. In res to življenje tleh samo naredi tisto, ko se tla res dobro zrahljamo. No, ta pač kompostna zastirka verjetno bolj poznate, oziroma vam je bližje kakšna zastirka iz slame, da ste verjetno že to slišali, listje, seno. To je v bistvu enak princip, samo da se res uporabljajo kompost, ki omogoča še več hranil oziroma lažje setev in sejanje v gredo. Je pa res tu hkrati z roko v roki, brez prekopavanja, gre za stiranje tal. Spravi, da mi tudi gredice nikoli ne pustimo gole, da zemlja ni gola. In tako kot je tudi Robi že omenil, kompostna zastirka hrani živali, oziroma lahko rečemo življenje v tleh, ki omogoča potem, da lahko rastline sploh sprejemajo vsa ta hranila in so močne, zdrave, odporne in potem tudi odlično rastejo. Ko daš pa, zdaj se reče, da mislim, če v eno besedo rečemo svež organski material, kot je nas štela Tjaša, slamo,
listje, samo in kot zastirko. Če sam pomislimo, recimo ena šajtrga, ena samokolnica listja, se ti zdi, wow, to pa je zelo velik material, bi zastrl, to bo fino naredil. In če bi ta material se skompostiral, čez kako leto pa pol, ostane za 2 lopati komposta. In zato je pač ta govor o kompostu, ker je že zelo skoncentriran material. Že vsa hranila se skupaj, ni več zračen in hitreje pripomore pol k sami razvoju tele humusne plasti. Kompostni zastirki je veliko manj plevela. Čeprav se ljudem zdi, da s kompostnim, ki ga boš dal zdaj na vrh, zdaj bo kar plevela, ohoho in bo treba sam plet, ampak je glih obratno. Ti, ko prekopavaš ta zmeri, ko obrneš zemljo, zraven na površje prineseš tudi ogromno semen plevela, ker v globinah tal je ogromno plevela, ki se ga vsakih znova, ko prekopavaš, daš na površino tal. In pa, ko se tla gola, se tudi hitro izsušijo. In takrat mi gremo pa zalivo poprej. In ko zaliješ, se glih na vrhni sloj lepo namoči, da lahko to sena, ki smo ga dali gor, lepo enostavno sklije in imamo polno plevelo. Pri kompostu je pa tako, če je res kvalitetni kompost, v osnovi si ne bi prinesli semena. Če pa semena manj, s kompostom torej si jih prenesemo, ne vem, tudi doma ste se zgodili, da se je v bistvu domač kompost dal na vrh, pa je pa kar paradajzi so zrasli po solate, ker se pač seme zdravo preneslo. Se to enostavno reši te enoletne pleveli, kot se reče, tako da se večkrat okoplje samo gredo kompostno ali z grabljami, samo da se malo razgrabi, pa tudi hkrati kompostne grude razbije in s tem zmotiš kalitveni proces in je veliko manj skoraj nično plevela tekom sezone naprej. Bomo na to temo še nekaj kasneje. In ko je kompost tule na vrhu, tudi zadrži ogromno vlage globje in je tudi manj zalivanja. In ko se manj zaliva, v bistvu pa zgornji 1 centimeter je vedno suh. In ker je suh, lahko pade od sosedov plevel ali pa bilo kje, tudi če je plevel prisoten, ne bo imel sploh možnosti semenskih na takih tleh. Za vse tiste, ker mogoče že razmišljate, pa hočete čisto novo začeti. Ali je to kar direkt iz travnika, ali imate kak zapuščen vrt, zapuščeno njivo, pa bi se radi pripravili gredice, se pravi čisto od štarta. Se pravi, jaz bi pa zdaj rad imel gredico, pa bi rad pripravil brez prekopavanja. Prav postavko, da so to zdaj travniška, da je bil tukaj travnik, zelenica in da hočemo res z dobrimi tlemi zaštartati v našo prvo vrtnarsko sezono, dodamo borsta še za odtenek več. In hkrati, ko dodamo več, tudi so to travno površino ali pa zapleveljeno površino tudi zadušimo hkrati. To pomeni, da na tako površino, tukaj čisto je tako praktično prikazano na robu vrta, da se je podaljšalo, damo karton ali pa nepotiskan namašnik recikliran papir po večjih plasteh, s tem zadušimo travo. In pol pripeljamo z našo ljubo šajtrgo samokolnico kompost in ga nekje 10 cm na debelo navozimo. S tem smo takoj vštriti z gozdnimi tlemi. To je zdaj mogoče spet za večje površine, ki je zdaj to kompostovi, odgovorimo na to, za manjše površine to nikoli ne misli biti problem dobiti to komposta. Ko ta kompost navozimo, je zelo fajn, da še to malo pohodimo, potlačimo, da zračne nahurčke čim bolj ostanemo ven in v bistvu to je to, greda je s tem pripravljena. Idealni čas za to pripraviti jeseni, da še potem mraz naredi malo svoje, pa da se še to čisto do konca razkori, da trava spodi čisto razpadne. Tudi če se pa to naredi zdaj pred prvo setvijo, marca, aprila, tudi maja, je čisto ok. Lahko tudi kasneje med sezona, torej kadarkoli želimo zaštartati nov vrt. In ko smo si tako pripravili vrt,
ali pa gredo, ali pa eno površino, da smo vsaj testno sprobali, kaj zdaj midva tukaj govorimo s tem kompostom, da se sami prepričate, se potem naslednjo sezono uporablja postopek s kompostno zasdelko. Torej, to je način, ko se vsako leto znova pripravi vrtna tla. Ko s tem v bistvu naredimo tako nego tal, ki potem velja za celo sezono. Naslednji korak je v bistvu dvignjena greda, verjetno do vas pozna visoke grede, slišali definitivno. In z visokimi gredami imajo ljudje tisto prvo leto zelo kar dobre uspehe. In potem vsaka ličnja, pa zdaj pa ta visoka greda, to pa je nek čudež, ne, da se tako dobro raste. In je zelo zanimivo, ko razmisliš, zakaj pa zdaj v visoki gredi se tako dobro raste. Ja, v bistvu mi visoko gredo polnimo z ogromno organskega materijala. In če sam prenesemo to na vrtna tla, potem tudi lahko navadna vrtna tla odlične rezultate prinašajo. Je pa mogoče pri dvigenih gredah, čeprav res odlično olajšajo prepogibanje, s tem, ki mogoče že imajo kakšne težave, je pa mogoče vse, če se le da, če zmoremo, če lahko, da si mogoče ne nalagamo dela z visokimi gredami, ker jih moramo pol ves čas vsako leto znova spet polniti, ker se ta organski material posede in na koncu bomo tako dobili spet eno visoko gredo, polno komposta. No, je pa tu na sliki predstavljena dvigena greda, to so pa v bistvu dvigene grede, so tam nekje 10 do 15 cm dvigene v tal in omejene z nekim robom, največkrat z lesenim, mogoče je tudi malo bolj estetska dodana vrednost in tu noter se direktno od štarta že takoj napolni kompost. Lahko se jih zopet da na travnik, lahko se jih da na vrt, kjer že imamo gredice. Odlične so za tiste začetnike vrtnarske, si mogoče postavimo prvo leto res samo eno gredico, da imajo za štart, za sebe, da vidijo in potem se lahko ta vrt z večjim številom gredic lepo in zelo lično razširi še naprej. Tukaj je zelo dobro še, ker lahko spodaj dodamo zaščitno mrežo proti kakšnim talnim škodljivcem, ki so prisotni na klasičnih vrtovih in tudi na takšnih vrtovih, torej kakšen luhar, pravili pa ostali talni škodljivci in je to tista še dodatna zaščita. Tule točno ta primer je šla dvignjena greda gor za 15 cm in takoj, če isto dopoldne so šle noter flance, radiča pa endivje, pa sjase motovirc pa špinača. In zelo enostavno je, ker res tako kompostno gredo, čeprav se je bila dostakrat steptana vmes, stisnjena, lahko s prsti narediš luknjo za sadiko in pokneš noter, poteptaš in raste. In da ni se sam kompost, se da tudi še malo drugače, se da seveda tudi kombinirati. Kompostna zasdelka je res dobra, te grede tako pripravljamo za take rastline, kjer je treba direktno sjati, bolj rastline, ki so hitro v rotaciji, solata, špinača, motovilec, koleravico in manjše rastline. Za vse ostale rastline, večje, recimo zelje, brokoli, cvetačo, ohrovte in pa predvsem tudi tole primer, ko zdaj predstavil za buče, plazeče, ki grejo širo in se širijo po površini, so pa tudi drugi načini. In s tem tudi tisti kompost bolj, da prehranimo tiste ta boljše na ljube rastline, ste bolj zahtevne. To pa naredimo tako, recimo za buče, to je tudi primer čisti iz najnega vrta, zelo taka lena tehnika. Na rob vrta se da ničken naredi komposta, lahko kako lopato komposta več, pač buče imajo rade, dobro založena, pa shranili. In se na tem robu vrta presadi sadiko, nekje v sredini maja, in se jo pol usmerja na travnik. Torej, če je to rob vrta, predvidevam, da je na drugi strani pol lahko travnik, če to ograja, je treba to potem mogoče na drugi strani ograje narediti. Vsak ima nekako
svoj položaj in se potem, da se ne plazi po sami travi, se čez travo da folija, ali tale agrofolija, ki je črna tkana, ali pa sploh neka obstojna folija in se pa vedno dodaja folijo tako po rolah, da se buča plazi po tej foliji. Več pozitivnih je tle, da se trava ne prerašča čist, plodovi so čisti, buča še mičkim hitreje raste tam v maju pa juniju, ker daje dodatno toploto. V enem trenutku, tam konc julija, se buča raste tako noro, tisti meter pa pol, ko se je dodajali, je prerastla nekje v 5 dnevih. Tisti je bil tako res tak trenutek, ko so bilo na vrhuncu rasti. In se potem buče v bistvu naredi celo tako polje in njihova osnova, ker rastejo tu. Takih buč ni treba čisto ne izzalivati. Zdaj govorim tudi buče, tukaj spadajo tudi melone zraven, lubenice na isti način. Zalivati pa ne zato, ker dost vlaga imajo na samem vrtu, na samih kompostnih in zastirkih iz same grede in pa pod samo folijo spodaj, kjer trava odmira in je tudi dosti vlage se zadrži. Proti koncu sezone, lahko že vmes seveda, ampak pol nekje v koncu oktobra, nekje se pobere vse pridelke, ker so to večinoma zimske buče, ko se jih porablja pa celo zimo, se pa tole folijo odstrani in spodaj imamo gola tla. In na ta gola tla se lahko seje ozimna žita. V tem primeru je bil tole rž, kar na gosto, torej za tole površino, ko je nekje bila 75 kvadratnih metrov, je šlo 2 kg rži. Ker na konc rž ne vzgojimo zato, da bomo imeli žito, pa da bomo imeli svoj kruh, ampak da je to kot zeleno gnojenje in gre lahko mične bolj na gosto. In rž je brez kakršnega koli prekopavanja teh golih tal odkritih, brez kakršnega koli zračenja, nič, samo takoj, ko je bilo odkrito, semena bar in pa travni odkos, ker se je še, mislim, da pred zadnjič pokosila trava, da se je kar s travnim odkosom zastrlo. In je bil lep primer, tukaj zdaj ležal se ne povedno, ampak tam, ki je bilo kar te zastirke iz travnega odkosa, tam nekaj 3, 4, 5 cm, je še bolje rž kalila. Zdaj, rž čaka je v bistvu iste velikosti kot na klasičnih njivah, primarno kmetje in spomladi bo zaštartala in ta postopek bomo samo ponovila. Spet buče na ta rok vrta, folija čez, torej rž se bo polegla, folija čez, in spodaj bo ta rž v bistvu se razkrajala, ne samo ta nadzemni del, ki je, kot rečemo zdaj, slama, pa predvsem, kar je važno, so korenine. Zraven korenin je največ življenja v tleh in te korenine, ki bodo pri rži grejo te korenine tudi 1 meter globoko, se razkrajale in skozi bogatile tla. No in ta zadnji primer priprave gredic brez prekopavanja je pa v tistem primeru, ker imamo ogromno organskega materiala, imamo pa tudi komposta. In tukaj se lahko potem poslužimo priprave gibanice, spravi, da ta organski material nalagamo čisto po poljubnem vrstnem redu enega na drugega in s tem ustvarjamo zelo debelo gredico. Nekje 20-30 cm so te plasti. Tu se potem uporablja slamo, listje, tudi kak kompost lahko vmes, ampak če se spomnite prej, ko smo omenila, taka debelina svežega organskega materiala, zato ker organski material počasi razpadajo, na koncu bomo dobili kompost. Zdaj, ta gredica je primerna samo za višje rastline, ki jih na vrt presajamo kot sadike. Spravi, s tem ne moramo ničesar sejati. Je pa potem praksa ta, da ko mi potrebujemo prostor, da bi posadili sadike, v to organsko maso naredimo jamice, v jamice damo kompost in noter presadimo sadiko. Gremo zdaj mi še za samo nego takšnih tal. Še malo teh klikov, kak pa zdaj svoj delaš, ko imaš kompostna gradja ali pa z organskega materijala, kaj zdaj to pomeni praksa. To je meni zelo ljubo poimenovanje, to je 3D vrtnarjenje, ni to 3D printanje, nič tako, ampak 3D sem od tega, da se izkoristi še na vrtu ta tretja dimenzija.
veliko rastlin raste nizko pri tleh, pač solata recimo in špinača, čendivija, vse so to nekje 20 cm tal, imamo pa rastline, ki grejo v luft in one hočejo imeti svobodo gor v ta tretji dimenziji. In te se da skupaj zelo dobro kombinirati. Tukaj je primer sladkega krompirja. Te liste prepoznamo, ko so zelo podobni slaku, ker sta si v žlahti, ker rečemo. In ta kombinacija je za mene res carska, ker paradižnik ima hkrati spodje kompost, ki je pripravljen, in potem še, reče se, živo zastirko iz tega zelenja spodje. In to še dodatno zastira tla. In spodje so pridelki sladkega krompirja, gor pa paradižnik. Podobno imamo se na samih, recimo pri koruzi pa fižolu isto lahko uporablja, recimo tukaj zraven pod fižolom so buče, se pridelek je manjši, ker je dosti v senci, ampak zastira sama tla. Pa pod koruzo pride lahko takoj že presajene sadike, v tem primeru so bile presajene sadike kitajskega zelja. In pod ostale visoke rastline se da tudi zelo fajn že kar mes presajati. In tako delamo recimo tudi po gozdu. Gozd je zelo taka skupek vseh krošin dreves in je ena taka enota. In tukaj tudi mi hočemo čim bolj izkoristiti ves ta prostor, maksimalno do vrtu. In kaj pa je glavni pomen? Na tej gredi je bilo 3 kulturne rastline so bile v eni sezoni. Torej, bila je solata, potem vmes je bil tudi še ogničen, torej paradižnik, in pa v začetku avgusta so bile presajene sadike brokolijeve cvetače, ki so dale pa pridelek potem kasneje v mesecu oktobru. Ja, tole pa en zelo dober trik, ki smo ga mi dva lani pogruntala. Zdaj, plevel na vrtu, ne? Je, pa vsak se ga želi iznebiti, oziroma ga ne mara. In pri plevelu je fino razmišljati, da tak enkrat ga bomo iz vrta odstraniti, zakaj ga ne odstranimo, ko je še čist mečke. Minilo smo lani marca in aprila vsakih 5-10 dni šla in plitko okopala vse gredice na vrtu. Tiste, ki so že bile manj zasejene in tudi tiste, ki so bile čist prazne. Zgleda ful hecen, ko po praznih gredicah tako pridno in redno okopavaš, ampak s tem se res že v začetku neko zmotijo kadilni procesi vsem tem plevelom in kasneje v sezoni sploh ni bilo več toliko plevela. Tako da dejte tudi malo mogoče o tem razmišljati, da ste že spomladi pridni, ker poleti oziroma spomladi nastaja energija gor drži, pa vsi bi neki prskali, pa vsi bi neki po vrtu delali in sadili to in ono. Pol poleti je pa že vroče, pa se nam ne da, pa da greš na vrt, pa vidiš pol plevel visoko, se to vse mine. In to je zdaj predvsem govora za enoletne pleveli, tiste, ki vsako leto znova iz semena sklejejo, pa tudi trajne pleveli, ki znajo biti pa mičkani bolj problem, recimo tudi na manj vrtu je slak, še vedno prisoten, ampak zdaj s prekopavanjem ne bi nič kaj rešili te zadeve. Še bolj se. Mila so delala v začetnih letih napako, da vsak slak, ki je bil spuknjen ven, ga da na vrtno pot in pa zastrla in s tem se on lepo lahko obnožil naprej, ker potem iztizek se kar razvija naprej. Tako da je odstranjevati te trajne pleveli čim bolj in dati na kompostno kup. V kompostnem kupu se bo že skompostirali do konca. In tudi tu, ki pri trajnih plevelih, dosti se jih s komposta v bistvu zaduši, se jih lahko tudi trajno odstrani, so pa nekatere, recimo slak je tak primer, ki pa še kar znajo biti problematična in spet disciplina čim prej jih pobrati dol. Pač se spet plevelami, ker plevel tudi dosti hranil in prostora zauzema. Mi pa boljš, da zasadimo rastline, kulturne rastline, ki jih mi želimo čim bolj na gosto. Ne one čim bolj izkoristiti tisto površino, pač tem je ta poanta. In v kompostu potem se res super kalin raste, res če je dovolj preparil kompost, tudi mi da smo se že opečla, ker daš tisto, pa se je v redu kompost, pa je še bil mičken preveč svež, dosti zračen, ker stopom nanj je kar kipno po kruh, se kar tako napel nazaj, dosti ogromno dejavnih mikroorganizmi so bili zelo dejavni in
takem kompostu, ki je zelo zračen, pa seveda ne kadijo dovolj dobro in res prvi fino preparel, tukaj v tem primeru in zdaj tudi res super tole raste. Tudi vse rastline grejo na ta način. To prepričanje, da česen pa ne rabi pa čebula, pa fižol, bog ne stvar, da bi dal kaj preveč okoli, ne. Je čist iz v bistvu poljedelskih praks, iz tega razmišljanja, ker tam se je zelo striktno kolobarilo, zelo vsak prostor, ves kompost se je zelo namerno uporabil in za boljše rastline, na vrtu pa lahko v bistvu sadimo v kompost čisto vse rastline, ker rastlina bo vzela tisto, kar sama rabi. Je bolj problem včasih ne sam pač, kako so tla pripravljena, pa da so dovolj založeno shranili, ampak včasih je tudi problem, kakšne seme, kakšne prav čas sejenja, mi da bomo s česnom in doskončno našla tisto najbolj ljubšo sorto, in bomo ga zelo dobro razgojila letos. Z ostalimi pa je super. In tako, ko že omenjena, tale poletna zastirka. Poletna zastirka pa zato, iz teh svežih organskih materialov, ker če mi dodamo gor aprila ali pa maja, to dosti izolativno deluje. Slama recimo in pa listje. In sonce spomladansko v bistvu sploh ne more segreti tako dobro tla. In kot staniš to zastirko spodi, čutiš, tukaj pa še kar hladno. In se zato šele kasneje pol sezoni od junija naprej, ko se tla zelo dobro segrejo spodi, to zastirko, svežo zastirko doda. In to v primerih, ko je kako sušno leto, ko so večje rastline, ki dlje časa so na eni površini, takrat gremo pol v napad s poletnim zastirkom. Najmanj izbira je slama, so tudi pač druge rešitve, slamo si včasih tudi kako plevel prenesemo, ker je zraven na samih steblih, pa ima problem tudi stranjevati. Zato je kompost spet toliko upevan in super, ker lahko njega z klasičnimi vrtnimi orodji deluješ. Okoli slame pa listje pa ne moreš, moraš pa vse ročno in je dosti ročnega dela. Samo zalivanje, tako kot je bilo že omenjeno, res se zelo dobro zaliva, ko se preseje ali presadi, takrat treba zelo paziti, so rastline v tistih pomembnih fazah, ko moramo zelo skrbeti za njih, bolj kasneje, načeloma, ni problemov specifično, pač pri kakih rastlinah, ki so bolj dovzetne za rabijo več vode, tiste se pa še dodatno zalije. In ko se zalije gornik, ne pa tisti pomal vsak večer. V bistvu probamo rastline čim manj razvajati, da je vrt čim bolj samostojen, da ne rabimo mi vsak drugi dan jih zalivati in s tem površinskim zalivanjem čist po vrhu mi v bistvu za rastline nič kaj ne naredimo. Ona že gre v globino, naj se sama znajde, skrbeti pa res, da bo tla zastrta, pa v bistvu. Potem pa se dotaknemo še ene teme, čisto na koncu, v bistvu je to pobiranje pridelkov. Zdaj, če smo celo leto delali prav, nalagali material, gor skrbeli za tla, bomo pa vse prekopali, bomo te pridelke pobrali. To gre predvsem za korenovke in grmovnice. Tole na sliki je pastinak. Torej, globoke korenine kot pastinaka se najbolj potegne iz zemlje tako stali, da se z nožem okolj bolj močnim zrahlja in potem čim bolj enostavno izpuli. Če imamo vrste korenja, je to naredimo tako, da vile zapičimo ob strani, malenkost prezdignemo, zahljamo samo tla in se lažje izpuli ven. Pri recimo krompirju je pa to malo druga zgodba, tam ko pa tiste zaklade mi išemo noter, pa bi pa to vse prekopali. In podobno šolo tudi seveda bi pa dala čez in ni najboljše tisto vse prekopano tla in je dobro zdaj za krompir ali da se da več komposta, da potem prckamo samo kompostno zastirko, ali pa da se naredi za njih kombinacija kompostne zastirke, se pripravi 3 cm komposta, se samo podloži krompir na tla, neč skopamo noter preveč in se potem čez nalaga material kot pri gibanici. Še ta zadeva pri pobiranju, včasih tudi ne pobernemo v pridelku celih, ampak imamo rastlino odstraniti in fajn je čim več korenin pustiti v tleh, spet isto kot v gozdu, ko drevo pade ali pa
ko se odreže, požagamo drevo, skoraj enaka količina mase lesa ostane v tleh. In to je tisto globinsko dodajanje organske snovi v samih tleh. Te korenine spodaj noter počasi se razkrajajo, ne, in dodajajo dosti tudi toplote, dosti hrane v bližnjem okolju. In to kopiramo, čeprav te korenine niso zdaj toliko velike, tudi na samem vrtu, to je tista korenina koruze in pa zraven kitajsko zelje, ker so en čas štric rastno kot kompanjona, tukaj se pa koruza čisto strano se je odrezala, v bistvu čim bolj tik tal, tole še ostane mičke ven, ampak je super za sliko, da se lahko prikaže. In ko to naredimo jeseni do druge sezone, se vse, kar je pokrito, dosti razkroji in so tla v bistvu čisto lepo rahla. Da pa tisto najbolj ljuba tema, ne, so še škodljivci. Bi pa pač rekel takole, da na vrtu brez prekopavanja, pa ki je dosti zastirano s kompostom in organskimi materiali, se lahko pojavljajo čisto isti škodljivci kot na vrtu brez, ki ga prekopavamo, ne. Torej voluhar in tudi krt in te talni škodljivci, tudi mramor so prisotni na obeh. Zelo en tak primer je pa polž, zelo bom na hitro povedal, ker sem bil na vrtu na Samovem prednji gospe, ogromno polžev, res groza. In 2 dni tam jih hotel to pomagati, prinesel s sabo kante komposta, prvi dan zaključil, šel domov, pridem drug dan in gledam res tisto kanto komposta, ki je še ostala, pa vidim noter tega polža, oziroma še par drugih je bilo. Ker na njem so bile te lepele pikice, ki so tako mrgolile po njem, ne. Šlem je v desno, ki si skoj, kaj je to, ne. Pičem Tjaša, Tjaša da mi povej, kaj je to. Tjaša to pogleda, pa študira in smo pa ugotovila, kaj ti povej, da... Ja, v bistvu te bele pikice so bele pršice, ki zajedajo polža, one grejo v njegovo dihalno votlino in noter odlegajo jajčica. In videla smo tle dobila en lep dokaz, kako narava sama poskrbi, kdaj je čas za ene organizme, da razkrajajo in kdaj je čas, da tile polži grejo stran. Spravi, te pršice ne ubijajo polža kar tako, ampak ga iritirajo na ta način, da v bistvu polž na vrtu, kjer uporabljamo kompostno zastirko, on nima kaj iskati, on razkrojuje svežo snov, ne. Liste solate, če mi puščamo različne ostanke sveže, tja pridejo polži. V kompostu pa on nima kaj iskati, on ne more nič jesti, tam so pa potem že prisotni drugi organizmi in narava na en način sama to zbalansira, da reče polžu, ok, tle nimaš kaj iskati, zdaj pa pojdi stran. In te pršice se pojavljajo v preparednih materialih, torej kompostu. In to je neka filozofija, ko rečemo potem, da ustvarimo na vrtu, pa tisti površini, ker vzgajamo rastline, okolje, ki ni privlačno za škodljivce. In to v primeru polžev in v primeru uši in koloradskega hrošča, čez najmo prakso zelo uspešno res ratuje. In za takšne škodljivce, tukaj tudi spadajo gosenice, recimo muhe razne za česen, čebulo, por, in jih je vedno najboljš potem z mehansko zaščito ali pa so naravnimi pripravki, če obstajajo, se pač tukaj zoprstavimo, ne. Je pa mogoče še tle ta razlika, da so rastline normalno, če so bolj zdrave, so bolj odporne na napade škodljivcev in ne bo takšnega efekta, kot če so res na nekih slabih tleh, kjer imajo slabe razmere in se že one kom trudijo, da same sploh rastejo. Je tudi to se v bistvu zelo dobro kaže na pridelkih in je tudi to zelo dobra pozitiva uporabe komposta. Ja. Tole še rov bramorja, ja, malo sem počakal. Tudi na vrtu prisoten, tudi on je zelo vihten, čez kompost ne more on sirovo narediti, si prinesel malo zemlje, pa si naredi tak tunel pol čez kompostno zastirko. Ampak recimo poletno presajanje različe pa in divje je pokazal točno ta odgovor, da je mogoče kompost še vedno dobra rešitev, ker bil je pobrana čebula, pa nekaj solate za nagrade in kar naprej se hotel flancati radič pa in divjo, ne?
in je začel Bramar kar eno za drugim sadikov poje. Njega ne briga, on se nam gre pa malo podgloda in sadika pade. In se pa nič, gremo tukaj gredo pripraviti s kompostno zastirko, kar sred leta, torej avgusta, in je šlo 5 cm komposta čez, pa še enkrat presajene sadike in od celje te grede iz teh 6 kvadratov površine je samo eno sadiko bila pojedena, vse ostalo je bilo super, kar se tiče Bramara. Zbiranje organskega materiala, jaz ko kosim okoli, ne gledam samo na to, da bo lepo zgledati, ampak takrat naberem ogromne količine travnega odkosa, to se vse super kompostira in kompostiramo čim več, kar imamo doma, kot sem prej rekel, če so veje dosti blizu, dajmo jih to zmleti, v sekance, to skompostirati, vse, kar v kuhinji ostane, vse, kjer jih sosedo dobijo, če bi oni kjer dajmo vinke spraviti, čim več to zbrati, ker je to tista točka, ko lahko sami dosti komposta proizvedemo v neki točki in se lahko sami zagotovimo dosti, da sami proizvajamo dosti, da bi s kompostno zastirko pripravljamo tla. Še vrtno orodje, nič kaj posebno, isto kak so na klasičnih vrtovih, pač vile za zračenje, lahko so klasične vile, obstaja tudi vile, ker imajo ki se z dvema vrčkama potegne nazaj. To je ta nihajna natika, ker jo tudi zelo rad pokaže, kako se z njo dela, ker res so lajša in okopava, torej deluje samo zgornjih nekaj 5 cm tal in se res super dela z njo. In nekaj 80% časa delamo z nihajno. Vse ostali čas bomo pa preživeli z našo ljubo šajtrgo, pa z lopato. In tole fotka od lanske jeseni, mislim, da je bilo tole začetek oktobra, ni bil začetek novembra, ni bil konec oktobra. In to je šla ta plast s kompostno zastirko čez. Tole so bili še ohropi, se kar vmes lahko da, podobno pri jajčecih, se je tudi kar vmes še dalo. In vseh ostalih rastočih rastlinah lahko tudi kar vmes to s kompostno zastirko že pripravimo, recimo brstični ohrop, listnati ohrop, in se pa spomladi rastlino odstrani v marca in imamo gredo že pripravljeno. In tako na tej točki bi nekako zaključila z delom predavanja, delom v bistvu predajanja najnih spoznanj. Vsak od vas pa sem tako naprošen, ker ste lahko tudi zelo izkušeni med vami, je pa samo ena stvar, da ne glede na karkoli, ne glede na mnenje, da vsaj probate na enem koščku vrta. Če ste tiste 2 kvadrata tam na kotu, dajte tam probati, boste čez letošnjo sezono videli, kak je to. Da samo očistite plevel, pa rastline se pobere in se položi 3 do 5 cm komposta in dela isto, kot se dela do zdaj, boste videli čez leto same rezultate. In jih lahko tudi primerjate. To je pa tisto pol, da glavno, da se nekdo, da se od vas dejansko, da se aktivirate tudi na tem področju, pa da res doživite to, da to skozi predavamo, pa ljudje hodijo nama na obisk in gledamo in vse to, ampak na koncu je najna želja, da vi tudi tega nekaj pozitivnega odnesete. Hvala.